Razstava v galeriji Generali s Patrikom Dvorščakom, imenovana Lične zablode, tokrat predstavlja dela avtorja nastala po letu 2021, večinoma so pa tudi dela nastala v letošnjem letu. So še kako aktualna, namreč odsevajo melost današnjega časa, obogatena so pa z umetnikovimi komentarji, premisleki, relativiziranjem in teoretiziranjem človekove narave, natančneje njene nepopolnosti. Človeka namreč vidi kot polnega nasprotij in zaradi tega posledičnih frustracij, nemoči, kar se zrcali v neravnovesju individuuma, kakor v neravnovesju celotne družbe. To se kaže v delih kot zelo nasičenih, večplastnih motivih, polnih figuralike, človeških, mitoloških, živalskih bitij z grotesknimi, ponekod maničnimi izrazi. Ta kaos, ki ga Patrik naslavlja, je pravzaprav komentar na človeka, ki se igra nekakšnega boga na zemlji, pozablja na svojo marginalnost, postransko vlogo na tem svetu, hkrati pa komentar na družbo, ki poveljuje kapitalizem, materija in neki umetni idejni konstrukti, ki nekako človeka odvračajo od lastne resnice in nenazadnje tudi od duševnega ravnovesja. Človek ima dve tenziji, ki se poznata v moji umetnosti. Ena je, da stremi k temu, da bi pripadal, da bi bil del nečesa, da bi stopal v simbiotična razmerja z družbo, s človekom. In ta izhaja iz strahu pred neko izoliranostjo, pred njegovo majhnostjo v kozmosu. In druga tenzija, ki se drži v mojih delih, je pa njegov drugi del, ki teži k ekspanziji njegovih svojevrstnih moči, k kontroli nad naravo, nad neko objektivno realnostjo. Zato se tudi v bistvu stvari družba, njegova človeška realnost, ki je majčkeno ločena od naravne, od objektivne. Ja, v bistvu gre samo za to tenzijo, ki se mi zdi, da se danes v današnjem svetu, ko živimo v nekem poznem kapitalizmu in večinoma, kar razmišljamo, je v terminih materialnosti, se mi zdi, da je ta ekstrem nekega heroičnega stremljenja k nekemu individualizmu še toliko bolj potencirano. Hkrati je vidna neka naivna, pasivna poteza, čečkanje zgolj. Med drugim pa skušam vključiti neko načrtovanje. Zato tudi, ko pogledaš sliko, ni samo kaotična, ampak je tudi malo uravnovešena. Še vedno prevlada kaos, ta neuspeh nekega spoja duševne sfere z materialno, ki po mojem mnenju človeku manjka v današnjem času.